Živjo sem skupaj, spet se oglašam, tokrat z nasvetom, kako se pripraviti na nastop ali koncert. V prejšnjem videu smo govorili o pripravah na vaje z bendom oziroma inštrumentalisti. Tokrat govorimo, kako se pripraviti na nastop ali koncert. Prva stvar, prva točka, ki je enaka tisti na pripravah za vaje, je obvezno opevanje. Obvezno opevanje. Brez debate, tako jaz rečem. Ne morete se na odru pevati, morate to prej narediti. Jaz osebno imam cel ritual tisti dan, ko imam nastop, tudi če povem samo eno skladbo, je nepomembno, jaz želim moj nastop narediti najboljše kot lahko. To pomeni, da poskrbim za to, da sem tudi v odlični formi tisti dan, tudi če imam malo slabši dan, karkoli že je, se potrudim, da naredim najboljše. In del tega je absolutno opevanje in ogrevanje telesa, da bo ta izvedba potem skladbe čim boljša, ne? Da bom zadovoljna in da bom čim več iz sebe dala, ker si publika to zasluži in tudi sama si to zaslužim. Torej, to je opevanje. Razgrevanje po nastopu, seveda, kot sem tudi že zadnjič povedala, ne moremo peti tehnično pravilno vedno, zato nas bomo čutili po nastopu, če pojemo cel koncert, rahlo utrujenost teh mišic vratnih. Dajte jih razgledati, dajte slamco vzeti in malo raztegniti oziroma zbalansirati ta balans med mišico in zrakom, da pridete v neko optimalno stanje in sproščenost mišic. Da boste lahko naslednji dan oziroma čim prej zopet normalno peli. Ok, to je prva stvar. Druga stvar, vrstni red skladb. Kaj to pomeni? Če imamo samo eno skladbo, imamo samo eno, ne, jasno. Če pa pojemo koncert, moramo pa zelo dobro premisliti, kako bomo naredili vrstni red teh skladb. Dajte probati vedno narediti vrstni red tak, da bo ena hitra skladba, potem lahko malo počasnejša, v drugačnem stilu. Mora biti dinamično, drugače izgubimo poslušalce, če je vse enako. Če so same balade, počasne, bojo vsi pobegnili hitro domov oziroma jim ne bo toliko fajn. To pomeni, da mora biti nastop dinamičen, da držimo poslušalce skozi v budni energiji, ne, da nam sledijo, drugače jih bomo izgubili. In je treba zelo dobro premisliti, kako gre vsaka skladba, predvsem hitrost skladb je tle pomemben za poslušalce, za nas je pa tudi pomembno, da si ne damo pretežkih skladb na začetek. Torej, prve 2-3 skladbe naj bosta tehnično, zapevsko tehnično bolj enostavne. Torej, ne si eno Whitney Houston dati ali pa neki, ker boste mogli ful visok peti na začetek, ne. To damo na sredino oziroma na konec. Damo take skladbe, ne, ker drugače ne dobro, vam zdaj povem, se boste matrali, ne. Tako da dajte premisliti te zadeve. Psihične priprave, sproščenost po tretjo točko. Kaj to pomeni? Dajte tisti dan, ko imate nastop oziroma koncert, paziti na svojo energijo, na svojo sproščenost. Ne se izpostavljati stresnim situacijam. Umirite se, ne hiše pospravljati tisti dan, ne delati še 5000 drugih stvari, ampak namenite energijo samo nastopu, čim bolj, kakor se da, ker nastop zahteva blazno veliko energije, če želite kvalitetno izvesti to. Zato vam priporočam, da imate kakšne meditacijske vaje oziroma tale mindfulness je zdaj, karkoli, ni važno, nekaj, kar vas sprosti, kar vas da v neko stanje sproščenosti in boste videli, da bo nastop mnogo boljši. Hrana in pijača, po četrto točko, zelo pomembna stvar. Namreč, kot vemo, je naše telo naš inštrument in moramo paziti, kaj vase damo.
Ne samo, da se psihično dobro počutimo sproščene, ampak tudi kaj jemo in pijemo, ne. Prva stvar, pred nastopom vsaj 2 do 3 ure ne jesti, ne. Kar je težko, recimo tisti, ki nastopate na kakšnih porokah ali zabavah, je vedno tam catering, pa vedno jemo, ne, seveda, saj jaz sem ista, ne, normalno, da pojem, ampak moram pač manjše količine in malo paziti, kaj pojem, ker bom pol zelo težko pela, ne. To je ena stvar. Drugič, recimo oreškov se izogibite, ne oreškov jesti pred petjem, saj ne uro do 2 prej jih ne smete pojesti, ne. Potem pazite, kaj vam sluzi, če imate problem s sluzjo ali refluksom, dajte paziti, katero hrano uživate, vsaj kak dan, 2, 3 pred nastopom. Na primer, jaz sem imela ta problem, da sem mogla mlečne izdelke dati ven iz prehrane, ker mi je povzročala alergijo oziroma tako močno sluz na glasilkah, da nisem mogla visokih tonov dolg časa peti in nisem vedela, kaj je narobe. In sem pogledala, da je to samo hrana bila. Pol, ko sem že tehnično obvladala svoje telo in svoj inštrument, še vedno ni šlo in nisem vedela, kaj je. In to je bila hrana, torej mlečni izdelki, zame osebno. Ni mu zdaj za vas. Lahko, če opazite, da imate veliko sluzi, da se skozi izkašljujete, je lahko tudi sladkor ali lahko je stresna situacija, lahko je marsikaj, no. Nekaj, kar vašemu telesu ne paše in dajte to ugotoviti. Malo se poigravajte s kakšnimi dietami, malo sprobavajte, da ugotovite, kaj vam povzroča to sluz oziroma to alergijo. Tako da zelo je pomembno, kaj pijemo in kaj jemo. Pijača, ne dajte se izogibati sladkim pijačam, to nikakor ni dobro. Tako da priporočam vodo, ne prehladno in dostikrat meni recimo osebno tudi pomaga samo ena limona, ena rezina limone odrezana in v kozarec noter dati, ne stisnjena, ker je preveč kisline, ampak samo en slice limone, torej dati v vodo in je fino spere to sluz iz glasilk med nastopom. Oblačila. Zakaj oblačila? Ne nastopamo vedno v Cankarjevem domu ali v kulturnih domovih, kjer imajo odzadaj garderobe in imamo in sploh komoditeto, ne, za preoblečice, tako naprej. Včasih nastopamo v kakih barih ali pa kjerkoli, ne, kjer imamo samo WC. Dajte malo preračunati, da ne boste prišli v kak bar v večerni neki težki toaleti, ki zahteva cel ritual oblačenja in šminkanja, pač mogoče za ta nastop to ni primerno. Zato premislite, kaj je za ta nastop primerno za vas, da boste čim manj energije tudi izgubljali na oblekah. Morate dobro izgledati, ampak naj bo primerno temu nastopu in lokaciji, kjer nastopate. Dajte se malo pozanimati, vsaj približno, kje boste nastopali. To je zelo pomembno. Jaz to vedno naredim, ker je lahko to velik stres pol na koncu, ne, da se nimamo niti kje našminkati, ženske, kje preobleči in tako naprej. In se moramo pol skrivati in tako naprej. Mislim, lahko je, pač si nakopljamo malo več dela, kakor ga potrebujemo, ne, pred nastopom. Tako da dajte to malo premisliti tudi. Dobra tonska vaja. Zdaj, če je to en velik koncert, kjer imamo tonske tehnike, ne, posebej tonske mojstre, dajte z njim komunicirati na tonski vaji. Naučite se, da bo vaša barva glasu v monitorjih vam všeč. Namreč vi poslušate cel koncert vaš glas in se morate tako naštimati visoke, nizke in srednje tone. To se naučite, pozanimite se, naj vam nekdo pove, lahko tudi učitelji petja ali inštrumentalisti in tonski mojstri, da najdete neko optimalno varianto v tistem trenutku, da vam bo vaš glas všeč, da bo čist, da boste zveneli čim bolj naravno. To je ena stvar. Drugič, seveda glasnost, da se dobro slišite, vi se morate slišati. Spet morate paziti, da ni preveč, da se ne slišite preveč
ali premalo. Ne? Vedno nekako spet balansiramo tlele, ne? Vedno gre za neko razmerje. S tem, da se morate zavedati, po 3, 4, 5 skladbah, odvisno, koliko je dolg nastop oziroma koncert, inštrumentalisti instinktivno, naravno začnejo bolj na glas igrati. In mi začnemo skoraj bolj na glas peti. To pričakujte, no? To si morate malo zavedati, da se to dogaja, zato morate tudi recimo tonskim mojstrom pol med koncertom malo kazati gor pa dol in se to prej zmenite, ne? Da vam monitor dvigne oziroma če je preglasno tudi spusti glasnost in tako naprej. To morate pred koncertom skomunicirati, da znake, s katerimi boste pokazali recimo tonskemu tehniku tam od spod, ali vas malo poviša ali malo zniža, ne? In tako naprej. Dajte te stvari, bodite pozorni, ker je to nujno potrebno, če hočete imeti dober koncert. Še ena stvar, tudi ko v monitor štimate inštrumente, bodite pozorni, katere inštrumente morate bolj slišati in katere manj. Da ne boste imeli zdaj cel band noter, ki ponavadi ne rabite. Bobnarja dostikrat ne rabimo v monitorju, ne? Odvisno zdaj v kakšnem prostoru in kako. Sigurno rabimo več klavirja ali kitare, ne? Nekega harmonskega inštrumenta, ampak spet ne preveč, da bo to pravo razmerje. Mora biti v pravem razmerju, tako da ravno prav slišite to, ne? Danes seveda imamo te ear monitorje, kjer je vse to lažje, ampak kljub temu, če gre kaj narobe, moramo tudi tam si naštimati prav, ne? Tudi v te slušalke moramo narediti to pravo razmerje, ne? Tako da dajte se naučiti komunikacijo s temi tonskimi mojstri oziroma ozvočevalci, ali pa če sami ozvočujete, da znate slišati te stvari, da si znate naštimati barvo glasu, glasnost, razmerja in tako naprej, ne. To se da vse naučiti, to ni nekaj velikega, ampak malo energije boste mogli pač vložiti v to, če hočete dobro nastopati, ne, in kvalitetno. Tako da, evo. To je to za danes. Če mi želite slediti in so vam tele moji videi všeč, ker jih bomo še snemali in vedno več bom delila teh nasvetov z vami, vse sorte, se lahko naročite na moj kanal oziroma pritisnete subscribe button, ne, rečejo, oziroma tale gumb. In notification zvonec, ne, da vas obvesti, ko bo nov video na YouTubu. Tako da, evo, to je za danes to in se vidimo naslednjič. Živjo!